Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili, kako je komunizem na Kitajski Kitajce pahnil v masovno lakoto. Ljudska republika Kitajska je ena najmočnejših držav na svetu. Tam izdelujejo vse, od žlic, vilic do tvojega telefona, s katerim gledaš ta video. Kitajska država, ki jo vodi železna roka komunizma, in gospodarstvo, kjer ima vsak zvesti socialist, seveda če ima veze, v lasti tovarno, ki izdeluje poceni izdelke, ki jih na zahodu tako radi kupujemo. Toda kako so Kitajci prišli do tega? No, vse se je začelo v času enega možakarja, Mao Tse-tunga. Zdaj si pa predstavljate to. Imate veliko državo, polno ljudi, neskončno riževih polj, malo železa in še manj hrane. In nekega dne nekdo reče, dajmo vse to rešiti tako, da pobijemo vse ptiče, zgradimo 90,000 jezov in neomejeno plavžev in posekajmo gozdove, da bomo lahko talili železovo rudo. Veliki skok naprej se je zgodil med letom 1958 in 1962. Je bil Maov načrt, da Kitajsko v nekaj letih spremeni v industrijsko velesilo. Cilj: prehiteti Veliko Britanijo, ZDA in ostale velesile po svetu. Ne v šahu ali olimpijskih igrah, ampak v proizvodnji jekla in žita. Kako? Uvedli so ljudske komune, kjer so vsi živeli skupaj, delali skupaj in jedli skupaj. Kmetje so bili prisiljeni v kolektivno kmetijstvo. Zemlja ni bila več njihova, ampak je bila v skupni lasti. In vsi so morali v prostem času taliti železo, tudi učitelji, zdravniki, otroci in stare mame. Mao je bil prepričan, da Kitajska ne rabi znanosti, ampak samo voljo ljudstva. Po letu 1949, ko Mao Tse-tung prevzame oblast, Kitajska postane komunistična država. A ni dovolj, da si samo komunist. Treba je biti največji komunist vseh časov. Mao si je zadal cilj: Kitajska mora postati industrijska velesila. In kako to dosežeš v agrarni državi, kjer večina prebivalstva še vedno orje z volom? Enostavno. Tako da v 2 letih zgradiš 600,000 mini plavžev za železo, kar na dvoriščih ljudskih komunističnih komun. Ljudje za gorivo sekajo gozdove in na eni točki začnejo kuriti kar svoje omare in pohištvo. Ampak to je bil šele začetek. Da bi zajezili reke, so zgradili več kot 90,000 jezov, od katerih jih je ogromno kmalu propadlo. Da bi kurili plavže, so posekali nešteto gozdov. Sedaj pa so imeli nov načrt, in sicer povečati proizvodnjo hrane. Ampak kako prideš do več hrane? Enostavno, obtožiš ptice, da jo žrejo. Mao Tse-tung je razglasil vojno proti tako imenovanim 4 škodljivcem: podganam, mušicam, komarjem in vrabcem. Kampanja proti pticam je bila prava ideološka norost. Ljudje so s ponvami, bobni in palicami in petardami strašili ptice tako dolgo, da so umrle od izčrpanosti. Otroci so plezali po drevesih in uničevali vsa gnezda. Ponekod so učenci celo tekmovali, kdo bo zbral več mrtvih ptic. In ja, ptic res ni bilo več. Problem je bil le, da ptiči niso jedli samo žita, ampak tudi žuželke. In ko ni bilo več ptic, so se pojavile kobilice. In to milijoni kobilic. In ker jih ni imel kdo pojesti, rezultat: epidemija škodljivcev, uničeni pridelki in masovna lakota. Ampak Mao ni odnehal. Ko se ptiči niso več oglašali, so se začeli oglašati prazni želodci. Kitajska je padla v eno največjih humanitarnih katastrof v zgodovini človeštva. 30 milijonov ljudi je umrlo. Včasih se navaja številka celo do 45 milijonov. Ljudje so jedli lubje, korenine, pse, podgane, nekateri viri omenjajo celo kanibalizem. Na podeželju so cela naselja izginila. Otroci so umirali na poti v šolo, v mestih pa se ni smelo govoriti o lakoti. Propaganda je še vedno poročala o rekordnih pridelkih. Zakaj je do tega prišlo? Ker nihče ni upal povedati resnice. Lokalne oblasti so lagale centrali, koliko hrane so predelali, ker so se bale posledic. Mao je bil bog. Kdor je podvomil, je bil sovražnik revolucije. Tako se je krog zaupanja pretrgal. Hrane ni bilo, ampak nihče ni smel povedati, da je ni.
In dokler so v Pekingu slavili uspeh revolucije, so po vseh ljudje umirali kot muhe. In če te kdo še enkrat vpraša, zakaj ni dobro, da država vodi vse, mu pokaži to zgodbo. Kitajci so hoteli skočiti naprej, pa so padli 30 let nazaj. In spomni se, vse to se je zgodilo, ker so pobili ptiče. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.